Dedka na svobodi, Jože z mano, zdrava. Lep pozdrav. Sta res na svobodi? Ja, najno ime je v bistvu prihaja iz tega, da so pač res dedka, ne. Ta svoboda je pa penzija, ne, ker vidno so kot najstnika, so skupaj igrala v bendu in potem naj je življenje odločilo za več kot 40 let in so se slučajno srečala in pač vmes niso uspela pač narediti, bi rekel, glasbene kariere, ne, kako bi rekel, čeprav so po srcu glasbenika, ampak evo ga, zdaj so se pa slučajno srečala, ugotovila, da še vedno ima rada glasbo in je prišla ta ideja, da narediva bend Dedka na svobodi. Torej, imata že neke glasbene kilometrine? Ja, mala, seveda. Že ko se pravim, kot najstnika so igrala, so imeli rock'n'roll band, smo igrali tiste pač pjesmi iz tistega časa, ne, Rolling Stones, CCR, Beatles, pa to. Pa seveda tudi svoje pesmi smo že imeli takrat. In kam vaju sedaj žanrsko vleče? Ja, žanrsko, zdaj bi rekel, mi smo, tako bi rekel človek, ne, osnovno smo nekako rock'n'roll meni, ne. Takrat smo se imeli, ne, zdaj recimo tudi najne pesmi grejo bolj v to smer, čeprav recimo dobro prva, ko pride Lili, zdaj ki je išla, je res bolj tako, malo bolj na pop rock, ne. Zdaj ta druga preden pride pomlad, je pa malo bolj na latino, ampak tako je pač naneslo, nič ni. Drugače smo pa malo bolj v rock'n'roll vode. Ampak ne čisto te prav rock'n'roll, pač svoje pesmi, izvajanje svojih pesmi. Omenil si Lili, je Lili že prišla? Ja. To je v bistvu tako, če se malo pohecam. Povem, kako smo se sploh srečala zdaj po toliko leti, ker midva sva čisto zgubila stike, ne, za 44 let. Moja žena je rabila po eni operaciji, ko nismo vedeli, kako bo, je rabila ene terapije in midva sva drugače iz Radovljice, jaz sem drugače iz Dolenjske, ampak zdaj živiva že 35 let v Radovljici in sva slišala na Dolenjskem, da je ena terapeutka, ki bi lahko ponudila tisto, kar je ona rabila. In sva šla, ta terapija je bila 4 ure, jaz sem pa v avtu sedel, ker je bilo malo bolj zimski čas, pred hišo, pa sem si mislil, kje bi jaz, ker sem že bil na Dolenjskem, kako bi jaz prišel do Tinka, do mojega prijatelja, kako bi ga najdel. No, v glavnem se je izkazalo, da je ta terapeutka od Tinka žena in v bistvu jaz sem bil pred vrati v avtu, rekel pred hišo v avtu, on je pa bil v hiši not. Sem tega prvič še nisla vedela, ampak potem je pa, ko sva šla pa nazaj proti Radovljici, je pa ta terapeutka klicala in je rekla, jaz sem pa povedala, da sta dva iz Radovljice, pri meni iz Lectarja in da je in on, moj mož je rekel, to je pa Joe, moj mladostni prijatelj. No, evo ga. Ko sva prišla pa drugi seveda na terapijo, ne, sva pa midva že kitare, lepo. In pol Tink zaigrajo eno pesem, ki mi je bila zelo všeč, nekako me je pritegnila in se rekel, kaj je to za ena pesem, kako je? Je rekel, to je pa moja pesem, ki sem jo jaz napisal za svojo ženo. No in to je pesem, ko pride pomlad. Pa sem se pa jaz pohecal, ne, mislim, ne, za hec rečem tako na koncertih, ko igramo. Rečem, če je pa Tink napisal za svojo ženo pesem, bom pa še jaz za svojo napisal. Ko pride Lili, moja žena je pa Lili. No in to ni bil res razlog, ne, zaradi česa je pesem nastala. Razlog je pa bila tista prej omenjena operacija, ker sem jo pustil v Ljubljani v kliničnem centru, da bo šla na operacijo. Jaz sem pohodil po Ljubljani in sem se počutil zguban, star, zmatran. Se pogledam v eno izložbo, vidim, da se že puklasto držim. Pač skratka, v ogledalu sem videl starca. No, ko je pa se sreči vse dobro končalo, Lili je prišla domov, se pogledam v ogledalu in zagledam mladeniča. Evo, in o tej pa govori, ko pride Lili, to je ta pesem. Ja, je prišla. Odgovor je prišla. Sedaj sta predstavila novo skladbo, naslovljeno Preden pride pomlad. Kot je slišati, gre za ljubezensko pesem? Ja, tako, to gre za ljubezensko pesem in to je v bistvu ta pesem, katero sem prej rekel. To je, zaradi te pesmi je v bistvu nastal band, je nastal ansambel Dedka na svobodi. Zaradi te pesmi. To je tista, ki je mene tako učarala in sem jaz rekel, ga vprašal, kaj je to za ena pesem in on je rekel, to sem pa jaz napisal za svojo ženo. Pesem o ljubezni, ki ni samo za njega in za njo, ne, seveda, ljubezen, hvala Bogu, doživljamo vsi.
a ne? Torej je to pesem za vse letne čase. Je pesem za vse letne čase, tako, ja. Čeprav ima tak naslov, je Pridi, preden pride pomlad. Ja, v bistvu res je, za vse letne čase dobra ugotovitev. Sta pa pesmi nadela še tudi video obliko? Tako, ja, tudi video obliko, ja, to smo pa snemali na Dolenjskem, na enem vilinskem vrtu, tako v naravi in tudi pač govori o tem, kako sta se ona dva v bistvu spoznala, no, tako, na bolj seveda umetniški način, ne, seveda moraš to malo. No in od takrat, ko sva pa midva se, če se še enkrat vrnem, sva se pa pač začela, ne, ko sva rekla, da bi bila ideja, da bi se naredil ansambl. So pa z neki kanal se je odprl, pesmi so začele deževati in meni in njemu, tako da jih imava zdaj že 18. Ali to pomeni, da bo tudi album? Ja, seveda, bo. Zdaj plan je tak, 2 sta že išle, ne, kot rečeno, ko pride Lili, pa preden pride pomlad. Zdaj pa naslednja izide septembra, zdaj bo na 3 mesece septembra, potem novembra in februarja, drugo leto spomladi pa album. Tako je, velik dogodek za pač nov band, ne, kakor sva midva. Bova pa sedaj ta aktualno oziroma ta svežo postala tudi našim poslušalcem, zato Jože za konec, ali ona pride? Ja, pride, seveda. Ona vedno pride, kaj bi bili fantje brez punc, no, a ne? One vedno pridejo in prav je tako. Spet ne morem verjet, kako postal čudovit je ta svet. Spoznal sem punco, tačno z očmi in srcem, ki daje moči. In zato zdaj pojem, ker mi je lepo povedati, da ljubim jo. Hej, hej, pridi, preden pride pomlad, da ti povem, kako te imam rad. In pravim, hej, hej, pridi, preden tu bo jesen, danes postane njen. Spraševal sem se, kakšen bo dan, srce je njena vrata, so novi spoznan. Prilep obraz odpira nove poti, ko pade tašna kaplja, se ne posuši. In zato zdaj pojem, ker mi je lepo povedati, da ljubim jo. Hej, hej, pridi, preden pride pomlad, da ti povem, kako te imam rad. In pravim, hej, hej, pridi, preden tu bo jesen, danes postane njen. Da ti povem, kako te imam rad. In pravim, hej, hej, pridi, preden tu bo jesen, danes postane